Naša naslednja gostitelja, predstavnika Milenicev, sta prostor, kjer je nekoč stala garaža, spremenila v stanovanje in ljubek dom. Z uporabo naravnih materialov, ki so jima blizu, želita še druge spodbuditi k trajnostnemu načinu življenja. Zato sta z novo odkrito ljubeznijo do notranjega dizajna ustvarila lastno blagovno znamko butičnih izdelkov za interjer, ki združuje ročno narejene izdelke iz kamna in lesa. Zgodba naših gostiteljev se začne pravljično. Fant z obale spozna dekle iz Ljubljane in si z njo zaželi skupnega življenja. Da jo lahko povabi k sebi, si mora najprej ustvariti lasten dom. In se je lotil dela. V bistvu sem se lotil prenove stanovanja v veliki želji, da se Maja čim prej iz Ljubljane preseli k meni na obalo. Tako da je bil to glavni motiv za začetek tega projekta. Jaz lahko iskreno priznam, da si v bistvu nikoli nisem predstavljala, sploh ne, ko sem naredila prve korake v ta prostor, kaj vse je mogoče. Bi rekla, da sem bila bolj v dvomu, kako bova to sploh izpeljala, kje bo kaj, ker je kvadratura vseeno dokaj majhna, ampak ja, je potem Malin z vsakim novim tednom dokazal, da bo tole pravi mali raj. Lahko pa povem tukaj, da se spomnim, ko sem komaj končal WC, takrat je bilo še tukaj čisto vse nekončano v ceglih. Pa je prišla Maja takrat iz Ljubljane pogledat pač WC, pa ko sem odprl vrata, se je kar zjokala. Je bil všeč. Ja, to je res. Malin, drugače vzgojitelj predšolskih otrok in nekdanji kajakaš na mirnih vodah, je vsa dela opravil sam, brez pomoči mojstrov. Porabil je več kot 1000 ur za končni rezultat. Kaj je bil največji izziv? Ja, vsak korak prenove je predstavljal svoj vrsten izziv. Če začnemo pri vhodu, vse se je začelo pač s tem, da sem odstranil garažna široka vrata, pač prezidel zid, pa postavil navadna, tale stanovanjska vrata vhodna. Potem tukaj v centralnem delu prostora je bila v bistvu luknja, pač kanal za popravilo avtov. Potem strop je tukaj kar malce višji od standardnega stanovanjskega stropa, je tukaj čez 3 metre, pa so bile takšne ojačitve na stropu, ki so bili v bistvu namenjene za montažo dvigal in za dviganje motorjev iz avtov. Pri stopnicah je bila tukaj klančina za v spodnji prostor, ker smo parkiravali motorje, prikolice. Ker imamo v stanovanju samo eno okno in je to edini vir svetlobe, smo morali biti na to še posebej pozorna. Nek optimalen prehod svetlobe sva zagotovila s tem velikim obokom krožnim in pa z zelenimi stenami, ki prostoru dajo neko širino in odprtost. Vsak kotiček v stanovanju brezčasnega dizajna, ki meri 45 kvadratnih metrov, je skrbno premišljen, tako da v resnici nič ne manjka. Ja, mislim, da sva kar maksimalno zoptimizirala celoten najin prostor, da sva res vsak kotiček maksimalno izkoristila in za dekoracijo in za shranjevanje. Meni se zdi življenje v paru v tem stanovanju sanjsko. Je pa res, da je to prostor, ki se s časom razvija in da v bistvu vsak dan znova odkrijeva, kaj bi pa mogoče lahko še dopolnila ali pa spremenila. Tako da sva gotovila, da bo eden od najinih naslednjih projektov zagotovo doma narejen kavč, ker je tale najina sofa sicer zelo lepa in krasna, ampak ne tako zelo udobna za večerna stiskanja. Vsak dekorativni detajl in kos pohištva je estetsko dovršen in uporaben. Čigav okus je prevladal? Nekako sva si želela s kompromisom združiti najine estetske okuse, Malin bolj preferira ta naraven koča stil, jaz pa ta skandinavski minimalizem, oba pa obožujeva naravo, tako da je bila ta stil stanovanja neka najina kompromis, usklajena pot, tako da sva zelo zadovoljna s končnim rezultatom. Zaradi Malinove spretnosti in angažmaja je bilo za prenovo prostora potrošenega relativno malo denarja. To je, kot pravi Malin, zelo dober občutek. Mislim, je bila tudi to edina možnost, če so si želeli tako hitro vseliti skupaj. Sva pa porabila okoli 20 000 evrov za opremo stanovanja. Dejstvo je, da je tak na prvi pogled minimalen znesek na računu, zato ker se je pač Malin vseh ostalih del lotil samo od elektrike, vode, ploščic, vsega. Res je, finančno sva bila omejena, ampak kjer sta volja in želja, tam je uspeh. Se lahko zahvaliva na tej točki družinama, ki sta nama finančno priskočili na pomoč.
sploh malim novim staršem sem lahko hvaležna, ker so ga vzgajali v tem duhu, da jih je spremljal že med gradnjo njihove hiše in je veliko teh delovnih navad in samo iniciativnosti povzel po očetu. Tako da ja, sem na ta račun profitirala tudi jaz, ker je sam se lotil celotne prenove stanovanja. Skozi celoten proces prenove sta spoznala, da ju izdelava ročno narejenih kosov pohištva zares veseli in sta se zato začela poigravati z mislijo, da bi svojo strast spremenila v posel. Ob vseh pohvalah in spodbudah okolice sta to leto začela razvijati lastno znamko. Malin je prevzel vlogo oblikovalca in odličnega rokodelca, Maja pa vse druge vloge, ki spremljajo proces razvoja blagovne znamke. Kdaj se je zgodil tako imenovani aha trenutek oziroma prvi izdelek, ki je zares uspel? Ja, težko določim prav aha trenutek, ker sem si od malih nog želel ustvarjanja z naravnimi materiali. Ja, je pa zagotovo bila prenova stanovanja odličen ustvarjalni poligon, ki nam je pokazal, da lahko tudi poslovno odlično sodelujeva skupaj in nam je dal tudi nekaj idej za nadaljnje ustvarjanje, kot so na primer umivalniki in mize. Pri snovanju brezčasnih butičnih izdelkov naravnih linij uporabljata slovenski les. Vsi izdelki naši so narejeni iz slovenskega lesa in to nam je cilj tudi v prihodnje. Ja, najin izbor izdelkov je kar pester. Lesene skodelice za čaj in kavo, iz katere je res poseben užitek pit. Masivne lesene sklede, ki so narejene prostoročno, torej brez uporabe velikih strojev. In pa lesene in kamnite umivalnike, vaze. Za naprej so nam pa v fokusu tudi kakšne mize iz lesenih korenin in drugo masivno pohištvo. Da bi razvila svojo idejo, ustvarjanje unikatnih kosov pohištva in dodatkov za dom, je Malin spet zavihal rokave in sam uredil delavnico, v kateri vlada neverjeten red. Jaz bi rekla, da sva trenutno v nekem takem res ustvarjalnem zagonu, polna enih divjih idej in želje po ustvarjanju. Oba sva spoznala, da je to res nekaj, s čimer si želiva ukvarjati in to res ustvarjava srcem. Tako da je najin cilj v prihodnje, da ljudje navdušiva in izobraziva o izdelkih iz naravnih materialov in da okrasiva in opremiva čim več slovenskih, pa tudi tujih domov. V lesenih izdelkih se ogljikov dioksid ohranja še stoletja in celo tisočletja, tako kot se tudi leseni kosi pohištva ob pravilnem vzdrževanju predajajo iz generacije v generacijo. Vse to podpira tudi idejo mladega para o premišljenem nakupovanju lokalnih trajnostnih izdelkov, kar je tudi odmik od potrošništva in korak več za ohranjanje našega planeta.